Res sem vesel, da si v letu, tako kot sem ti že prej malo za kamero rekel, ti moji sotekači pa sotekačice te poznajo, pa marsikdo drug, ki se športom ukvarja v Sloveniji. Res lepo peleš tole trenersko zgodbo svojo. Pa dal so mi tudi zeleno luč, dobil sem opravičilo. Jaz bi danes mogel sicer biti na teku v Trzinu, mogel biti, saj taka je navada, doskrat gremo, ampak ko sem pa rekel, s kom se dobim, pa snemam podcast, pa rekel, ne, ti kar lepo posnem, bomo mi odlaufali, toliko hitrej pa toliko več, tako da, ful ti hvala. Sem pa videl na spletni strani, ta stavek mi je ful všeč, še preden sem shodil, sem smučal in ko sem shodil, mi niso mogli več ustaviti. Pa so pa vsi ostali športi prišli na vrsto, ali kako? Ja, mislim, tukaj na tej strani sta seveda glavna krivca v pozitivnem pomenu seveda moja dva starša, ki sta nama v bistvu obema z bratom dala neke te športne navade. Tudi moj oče je bil precej dober športnik v različnih športnih aktivnostih, ampak ni bil tle, pač moraš biti športnik zato, da boš dosegel nek rezultat, ampak bolj kot ne je bila narava, sva imela kolo, je bilo kolo, pač razvoj, ki je pomemben v tej fazi, sploh v fazi odraščanja, da dobiš ti neko zdravo mero preglednosti, razumevanja, da lahko padaš, se je treba pobrati, razumevanja igre, kar konec koncev v bistvu premalokrat poznamo, tako da ja, šport je bil v bistvu že od malih nog in tudi ta stavek v bistvu dosti pove, da od takrat je temelj tistega, kar pač počnemo, in tudi na nek način je to, pa ne bom rekel poslanstvo, ker to se spet tako sliša, moje poslanstvo, ja pač ni moje poslanstvo, to rad počnemo. To rad počneš, to rad počnem in to je osnova vsega tega, kar pač sebi dajem, drugim dajem, bile so pa seveda pač različne športne aktivnosti. Se jih lahko omenva. Smučanje je, smučanjem si izgleda začel. Smučanje, ja, oče je bil precej dober učitelj smučanja in pač seveda temu primerno naj jo vedno gone na smučke, naj jo nauči smučati z bratom, tako da pa sem bila tudi v nekih klubih in tako dalje. Poleg smučanja v osnovni šoli, košarka, rokomet, nogomet, ping-pong, to so vse te šolske zadeve. Tenis seveda tudi, potem je bil se spomnim, mislim, da od leta, ko sem bil star 9-10 let, je bil hokej. Aha, tudi, wow. Tako da hokej je bil 6 let, najprej sem bil slabe pol leta igralec, potem pa sem rekel, nočem biti igralec, dajte me ciljati. Šel v gol. Ja, sem se postavil v gol in je bila res lepa izkušnja, tako da hokej je bil 6 let, potem sem s hokejem zaključil, 2 let nisem točno vedel, kaj bi počel. Koliko si bi to približen? To je srednja šola? 16 let. Aha, ok, to je lih vstop. Takrat sem zaključil s hokejem, ampak že pred tem, ko sem že po 8-9, je bil pa skozi kolo zraven, sem prav gorsko kolesarjenje, ki ga še vedno ohranjam, mi je pač pomemben del športne aktivnosti, sploh ne tekmovalne, ampak tiste sproščujoče in tiste, ki te pač poveže, saj mene sam seboj, Tako da potem je bilo pa tako, da ja, Rok, moj starejši brat je bil takrat že v atletiki, mislim, da je 4 leta starejši, pa me je pač povlekel noter, Tako da potem je bila atletika do slabe 10 let je bilo. V tem času, ko si enkrat atlet, sploh šprinter in podobno, ne smeš delati drugih aktivnosti, predvsem iz vidika tega, ker pač izgubljaš na hitrosti, eksplozivnosti in tako dalje, tako da je bila samo atletika. Potem se atletika zaključila, oziroma tako rekel, pri atletiki je bila glavna športna aktivnost disciplina skok s palcev. Začel sem za šprinti, pa sem nadaljeval 5 let skok s palcev, 6 let, nekaj takega, potem sem se kar dobro poškodoval, pa sem potem nadaljeval za 400 metrov disciplino. Kar dobro poškodoval pomeni? Mislim, da je tako reči. Verjetno je bilo več poškodb. Mislim, bilo je več poškodb, ampak tista poškodba ni bila zdaj toliko fizične naravne, bila je fizična, kot je bila psihična. Na treningu v Celju se spomnim, ko sem delal trening s palco in sem pač prijel tršo palco in sem pač udelal skok in pri palci je tako, da pač če ne dobiš dobre globine, če veš, kaj to mislim. Globina je, koliko se dejansko palca na nek način opogne, pa koliko te vrže gor. Trša palca ima manj globine, bolj te bo vertikalno in dejansko sem šel delati skok, pa sem slabo odrinil in sem pač skočil na palco
In v tistem momentu, ko sem se že skoraj prevagal, ko sem se naložil, sem videl, da mi ne bo uspel prijeti, če sem se jaz na palci tako zadržal, vertikalno, in sem potisnil naprej. Pač ni šla tja na blazino, ampak je šla kontra dol. Tako da sem se pač obrnil in pristal na peto, nabil peto, ampak ni bila problem peta, strah dobiš pola. Tako da potem sem rekel, ok, palca ni zame več, ampak sem zadovoljen z njo, čisto ok, dala mi je veliko, tudi solidne rezultate. Potem je bila pa disciplina 400 metrov, ki sem jo treniral, deva reči, do konca te kariere. Razlog, zakaj sem zaključil z atletiko, ni bil temu, da sem bil nezadovoljen sam s sabo. Nisem sploh, da bi bil kaj prekuren, ampak enostavno kolo. A res? Ja, pač takrat po koncu sezone, ki je bilo, ko smo zaključili, mislim, da julija, avgusta nekje, sem šel v eno kolesarsko trgovino in sem pač videl tam, da imajo kolo na posojo, ne? In sem si sposodil kolo. A veš, jaz nisem bajk v tem času, 10 let, prej pa ful. Ok, aha. Poveš, kako je to. To se je pajcal pol toliko in toliko let. Še vedno mi je kolo topa. Želja, ja, pa to. In kolo pač je bilo, sem si ga sposodil in sem šel začel voziti. In si bil hooked. In je to. In pa sem rekel, da sem atletka, grem na kolo. Aha. Tako da to je ta športna kariera, zdaj zadnjih nekaj let, poleg tega, da sem še vedno sam športno aktiven, s takšnimi drugačnimi aktivnostmi, seveda lahko še besedo kasneje rečeva na to temo. Je pa apneja. Apneja je pa prosto potapljanje na dihanje. Torej, en vdih, da reč, dolžina v bazenu, globina v morju. In zdaj, zadnja leta, predajaš vso to nakopičeno znanje, pa izkušnje sveta športa naprej strankam in jih v končni fazi tudi navdušuješ za gibanje, ne? Zdaj, a si ti to planiral? Kako je prišlo do te ideje, da bi to lahko bil nekoč, se pravi, trener ali pa neke oblike trenerja, ne vem, kako ti temu? Okay. Zdaj, če hočem zgledati v očeh drugih hud, pa uspešen, pa privlačen, če lahko temu tako rečem, bi si lahko rekel, imam ta naziv, ne? Dejstvo je pa to, da ne dam kaj veliko na nazive, predvsem zaradi tega, ker naziv je samo en štempelj, ki si ga človek da na glavo in je pač to njegova identiteta. Pač, ok, dam si naziv trenerja, zato ker, ja, ok, sem trener, ne bom si lagal, da nisem, ampak nočem se vleči na to besedo trener, coach, guru, karkoli že temu je. Ker moje globoko dojemanje do športa še vedno je ostalo enako. Ni razlike tle noter. Pač gre za to, da je velika ljubezen do tega, kar počnemo. Tako da tudi ni prišla neka huda ideja, jaz pa hočem delati tekaške delavnice, jaz želim predajati znanje, ne vem. Ampak enostavno je, pač, tako bom rekel, nisem se upiral v situaciji, ki je pač nastala na plodu nekih aktivnosti preteklih, ampak sem jih spustil, da so nastale. Ker če bi se upiral, pač vem, da v neki fazi bi zašel z poti, ki pač ne bi bila tista, ki bi jo želel početi. Kar ne pomeni, da nisem zašel kdaj, seveda, da sem. Ja. Ampak tako, v tej osnovi. Zdaj pa ponujaš in spletne programe in treninge 1-1, skratka, dolgčas ti ni. Mislim, ja, ok, ne, dolgčas mi ni. Mislim, to je moj job, ja, od tega živim, seveda. To pomeni, da, kot so že na kratko menila, ljudi spodbujam k gibanju, ok, mogoče jih spodbujam predvsem s tem svojim, bom rekel, zgledom, ker če želiš biti nekomu zgled, moraš biti zgled najprej samemu sebi. Kar pa definitivno si, ja. Kar govoril. To je po mojem mnenju ena izmed bolj pomenjenih spoznanj, ker človek pač lahko pride do njih. Ja, ok, če hočem nekaj dati, moraš najprej imeti v sebi, da lahko daš. Tako da ja, spodbujam ljudi k gibanju, mogoče tudi nekemu zrelostnemu, celostnemu razmišljanju, sploh o osebnostni rasti, pristopu do športa in tako dalje. Delam z mladostniki, otroci, starejšimi, vrhunskimi športniki, predavam takšne in drugačne, bom rekel, na delavnicah, se pravi, ene tekaške delavnice, ene so tudi neke dihalne delavnice, ampak nikoli nisem iskal tega, vedno je prišlo do mene. Ker tudi, če sem zelo iskren, v tej celotni dobi, odkar pač to počnem, pa ne vem točno, kdaj sem začel, deva reči 2010, 2011, pa že prej so bile neke aktivnosti, ki so bile posledično vezane. Že toliko časa. Ampak da je prav v tej vlogi, če rečem, je tam nekje. Ampak
Nikoli nisem delal na način, tukaj sem, rabim te, pokliči me. Ali pa da bi šel v oglaševanje, plačujem neki, ta pa ta oglas imam, rabim 5 strank, ne, a ne. Ker mi ni naraven proces. Organska rast. Ja, mislim, deva biti iskrena, a ne. To je isti drek, če bi pogledaš drevo, pa drevo kliče, rabim sonce. Ja, ne boš ga dobil tako, a ne. Bo, ka bo, a ne. Tako da pač proces je, ki se razvija in tako, ki je tudi že eden izmed, zdaj naj bil psiholog, mislim, da je celo bil, ampak ena izmed res dobrih knjig, pa ne berem ful velik zadnje čase, lahko tudi povem, zakaj ne, ampak ena izmed boljših knjig, ki mi je odprla določene spoznanje, je Učbenik življenja od Martina Kojca. Se to bi te tako vprašal na koncu, veš, o knjižnem priporočilu, kar je cool. Ampak ravno to sem hotel reči, njegov point je, ne, brez hotenja, brez želja, neizsiljevanja in tako dalje. Se pravi, kaj point vsega skupaj zaupaj, da se bo zgodil dobro. In to je po mojem najtežji trik, do katerega človek naj bi ali pa naj ne bi mogel prijeti. Zdaj, kdaj bo prišel, ne veš, kdaj ne bo prišel, tudi ne veš. Ne? To je tvoja pot. Zdaj smo preskočili na knjižna priporočila. A pa imaš še kakšno tako knjižno priporočilo o športu, o gibanju? Ja, mislim, ne. Prav, veš zakaj ne? Lahko da me ljudje dojemajo, kot nekoga, ki veliko ve, ki veliko pozna, ki je moder, bla, bla, ne, mogoče tudi temu, ki je res, ne, ampak meni se ne gre za to, koliko nečesa preberem, koliko nekoga nečesa poslušam, če ne znaš tega uporabiti. In imam neko, mislim, tukaj pa sem že toliko se poznam, da mi telo daje neke omejitve, ne, dovolj je. Veš, tudi tako, da imaš hard disk, pa skozi nalagaš neke stvari, pa če enkrat je prepoln, ful fajn se ti zdi, ker je tvoj hard disk 500 gigabajta, pa ful je poln, pa to še nisi dovolj, pa už da pa 1 giga, pa še to ful manj poln ga, ne. Kaj to hočeš povedati, ne, sej, mogoče si pri sebi govorimo, uspešen sem zato, ker imam to, se učim, berem, bla, bla, ne, ampak ni spet point o tem, ne. Tako da zaradi tega tudi ne rečem, da ne berem kakšnih knjig, ampak še vedno je ta športna literatura, znanje, lastne izkušnje, ki jih pa pač ni bilo malo, ne. Pa tudi to, ne. Pač, ja, imeti jajca, povedati, koliko je, vsaj v momentu, ko imaš lahko neko kredibilno zadevo v zadnji, pa pač biti iskrena, ne, ker tega dejstvo, mislim, tega manjka, ne. Manjka biti pokončen, imeti hrbtenice iskren, pa pač neko dobro znanje imeti in ga tudi na nek način znati deliti naprej, pa upa deliti, ne. Tako da ja, to je ta športna knjiga, ne. The best. Pa lahko kar takoj zarežejo tole zelo aktualno temo, prezgodna oziroma zgodna specializacija otrok v okviru športnih zvrsti. Da ali ne? Ne. Ne. Mislim, ne. Pa veš, zakaj ne, ne? Sam zaradi enega ne. Ne zato, da ni problem, da daš otroka v neko gibanje. Sej, če se spet vračam korak 2 nazaj, ne? Čemu je človeško telo narejeno, ustvarjene? Ja, primarnim gibalnim vzorcem, ne? Pač primarni je hoja, tek do neke meje, ne? Plezanje, preval, spadanje, vstajanje in tako dalje, ne? To so primarne, ne? Potem pa pač pride ta naš svet, ne? Ki roko na srce deluje po konceptu više, hitreje, močneje, ne? In pač človek, ali bom tako rekel, ne? Otrok, ki odrašča, postaja mladostnik, postaja zrela oseba, moški, ženska in tako dalje, se pravi odraste, ne? Ima še vedno ta koncept rezultatskega premerjanja, ne? In je preveč tega noter, ne? Ni problem v prezgodni specializaciji, ampak deva reči, zakaj daš nekoga v en šport? Jaz bi si želel, da damo otroka v šport zaradi tega, ker je pač, da bo užival, da bo igral vse, da se bo naučil nekih primarnih stvari, ki mu bodo lahko v nadaljevanju življenja pomagale. Ne zato, da bo on ves čas neprestano stresiran pa ocenjevan za nekimi številkami, rezultati, primerjave, in to je pač problem je, ne? In ta prezgodna specializacija je nevarna zaradi tega, po drugi strani pa seveda nevarna zato, ker samo en tunel, ne. Jaz mislim še vedno verjamem, da primarne stvari morajo ostati, ne. Mislim, dam ti primer.
hitrostna lestev, veš, pa verjetno gledalci tudi vejo, kaj to je. Ne? To je pač tista naprava, ki je kot oblika lestve, ki jo daš na tla, ne? In se dela določene vaje za, mislim, vaja ima 6 velika, ne? Ampak osnovna zadeva je delovanje pač medmišične koordinacije, torej delovanje rok, nog in tako dalje, ki je pomemben faktor seveda v razvoju otrok in hkrati športnikov. Ne? In zdaj, lahko me vprašaš, kje sem jaz to v mladosti počel, kje misliš, ja, ker sem tekel iz Šmarne gore po hribih dol, ker imaš korenine na levi pa na desni, a veš, to je en del, tehničen teren, ne? Ja, to je tisti gibalni osnovni del, ne. Zdaj se pa pač to promovira kot neko zadevo, ki je in sploh najboljš. Je v redu v kontekstu tega, če veš, zakaj to rabiš, ne. Tako da prezgodna specializacija, definitivno nisem pristaš tega, ne. Ampak verjamem pa nekaj, ne. Kakorkoli bova dobila lajko pa vsega tega ne bo spremenila, ker je pa sistem prevelik, ne. Torej se ti veliko posvečaš razumevanju osnovnih gibalnih vzorcev, zato da lahko pol prideš do tistih bolj specifičnih, potrebnih, a ne, za posamezno športno zvrst. Mislim, tako bom rekel, ne. Zavedanje, kaj zavedanje je, ne. Zavedanje pomeni, da se zaveš koga. Ok, jaz se zavem, zdaj sedim tukaj na stolu, imava en zanimiv pogovor in verjamem, da bo ta pogovor postal še bolj zanimiv z drugimi zadevami, se pravi, se zavem, da se sedim tle, ne. In zdaj recimo, če bi prijel kavo, pa jo držim v eni roki, kako vem, v kateri roki jo imam? Ja, verjetno nimam v levi, ker vem, da jo imam v desni, se pravi, se zavem tega, ne. Kako vem, da imam tle? Opazujem, čutim, slišim jih, ne, dobro, če bi kakšni kamni noter, pa to naredil, ja, ampak so tiste zadeve, ki ti pomagajo, da nekaj lahko spremeniš. Ok, Gašper, spremeni, daj kavo iz desne na levo, ok, imam je na levi, a ne. In ravno to je tisto, kar je ključnega zadeve, ki nas prihaja do česa, je do temeljev. Ne moreš jih nategniti, tukaj so, lahko jih samo nadgrajuješ. Če je temelj osnova vsega skupaj, je temelj tisti, ki ti bo pomagal potem nadgrajevati vse gibalne lastnosti, ki jih naj bi rabo v nekem športnem ali pa nešportnem udejstvovanju. Kontrola gibanja, položaj telesa, mišična razvitost. A je to vse isto pomembno ali bi klele? V katerem kontekstu me sprašuješ? Ne vem, dajva reči na splošna pripravljenost. Pripravljenost na kaj? Pripravljenost za, ne vem, učinkovito upravljanje vsakodnevnih opravil. Evo, tako. Ki niso vezane na šport. Ki niso vezane na šport, ja. Da si pač funkcionalen. Ok, deva to besedo stran, funkcionalna stran, zato ker veva zakaj, ne? Ker je spet neka stvar, ki je ful marketinško privlačna, funkcionalna šport in je pač nekomu ful ok, ne? Super, ja. Mislim, ja, a veš, zdaj va tako reče, ne? Še vedno je isto kontrola gibanja v nekem vsakdanjem življenju, ne? Če nimaš kontrole, nimaš zavedanja, in če nimaš zavedanja, nimaš sebe. Ja. In dejstvo je to, da tudi, a veš, dan, teden, leto, lahko rečem, da te potegne noter, ne. Potegnete vsakdanje obveznosti, zjutraj vstaneš, imaš tukaj in toliko enih obveznosti, družinskih, poslovnih, ta naloga, ona naloga. In se lahko samo kopičijo, nabirajo, pride zvečer, dan utrujen, gre spat in se pač ta plošča ponavlja. Veš, imaš ti 7 identičnih plošč, je sam copy-paste, ne. In potem prije nedelja, pa se vprašaš, kaj sem pa jaz včeraj jedel? Pa veš, da si jedel. Pa verjamem, tudi jaz doskrat prijem, kaj narobe, če kletico uporabim. Pizda, kaj sem včeraj fucking jedel, ne, tako gledam, pa se ne moram spomniti, ne. Ampak to je samo en znak, ne, vsega je preveč, ne. Se pravi, če se pa ti približno saj malo zavedaš, da se malo umiriš, da ne greš ne vem, sneta skira v eno zadevo noter, ja, mislim, verjetno bo tudi ta izkušnja drugačna, ne. Ja. To je tako, kot športnik na nekem hudem tekmovanju, pa mora zadeti, ne vem, prosti met, ali pa mora ima 11 metrov, pa je tam pod pritiskom, ne, on mora biti pri sebi. On ve, da je tistem momentu pod velikim stresom, ne, ampak imaš neke ključe, ki mu pomagajo, da zminimizira, oziroma niti ne zminimizira stres, ampak da je on v tistem, kako lahko temu rečem, prizemljenem modu, ne. In tega manjka ljudem, tudi meni kdaj zmanjka, seveda, da ja, ne, sam še vedno, kot sem prej rekel, ja, imam precej naporno obdobje, nisem imel še toliko napornega obdobja, kot ga imam zdaj, ampak dejstvo je to, če ne bi bil toliko prizemljen pa pri sebi,
razumem marsikero stvar, ki si jo lahko človek naredi zaradi situacij, v katerih potisne življenje. Tako da, in so pač to samo izkušnje. Tako da, ja, valjda, mislim, kontrola je, pa ne tisti kontrola, mora imeti vse pod kontrolo. Ne, daleč od tega. Tudi voda sama po sebi, ki jo spustiš po potoku, ona nima kot ona greja. Se ne opira, ampak ta upor je problematičen. Mi skozi opiramo neki jebeni kontroli, pač hočemo imeti vse pod nadzorom, pač enostavno disk pregori. Kaj loči po tvojem mnenju pol tiste, ki dolgoročno napredujejo, da je reč pol v športnem smislu, katerem koli, pa tisti, ki hiter ali pa takoj obupajo, kaj jih loči? Mislim, tukaj mora biti spet iskrena, kaj za nekoga pomeni napredek. Zdaj, napredko je več vrst, več oblik, lahko je napredek samo rezultatskega nivoja, kar je seveda do neke meje tudi pomemben del. Tudi jaz sem v preteklosti veliko več teh rezultatskih primerjav, napredkov, zdaj pride še kakšna, seveda da jo rabam, ampak bistveno manj. Tako da tukaj je predvsem ta napredek, mora si ga vsak sam pri sebi vedeti, kaj njemu napredek. Se pravi, to je že tisti zelo pomemben faktor, da si določi cilj, Mislim, cilj, po katerem naj bi. Zdaj, če govoriva športnega vidika, vsekakor je, tudi Nate Zaplotnik je rekel, ni pomemben cilj, pomembna je pot in je sem shit, ki ga pove Bruce Lee, bodi voda, vse je vse isto, samo drugače zapakiran. Zdaj, kako bo kdo zastopil, je pač pomembno, kakšen podnapis bo imel spodaj. Ja. Tako da, mislim, če moja osebna stvar glede rezultatov ali pa tega, kar me sprašuješ, je to, da je moje telo tisto, za katerega vem, da ne more biti vsak dan mlajše. Pač tako je, In na to nimam vpliva. Razumem, kaj naj bi telo potrebovalo, da se mi ne utrga. Mislim, če tako sva iskrena, da lahko še vedno mirno spim, da se dobro počutim, da me pri svojih 43 letih nič ne boli, kar ne pomeni, da kakšne poškodbe nisem imel, ampak v osnovi se počutim ne 43, bistveno mlajšega. Zdaj ne vem, kako izgledam, ampak ajde. Ampak hočem to povedati, to je tisto. Meni je še vedno pomembno to, da bom tudi lahko, ko bom še starejši, vsaj v taki, mogoče malo manjši obliki počel stvari, ki jih rad počnem. Zdaj, nekomu je materializem fur pomemben. Super mu je, sam, če ti je materialni del toliko pomemben, pa na drugi strani ne moreš vplivati na tvojo starost, saj da si starejši, lahko vplivaš na staranje, to se strinjava, da ja. Kaj ti pomaga vsa ta nesvoboda v obliku materijala, ko boš star 60, pa ne boš zadovoljen sam sabo, če ne boš mogel iti, ne vem, po stopnice, pa te bo vse bolje, recimo. Tako da jaz tukaj zelo sem bolj previdno rekel, vsak pri sebi mora imeti neko razumevanje tega rezultatskega nivoja. Tako da, ja, če bi rekel, vsem naj bo cilj, da boste vsi uspešni na 42 km, 21, pa da boste imeli vsi ful močne mišice, pa nabildani, pa six-pack je pač bullshit, ne gre to tako. Tudi starost je lepa takšna, kakršna je. Zavedati se tudi, jaz se tega zavedam, da verjetno pri 60 letih ne bom stok izklesan. In to je neka podoba, bom rekel, ena podoba, ki je trenutno mama. Zdaj, če se vmes tega skozi vlekel, pa se bom upiral temu, kot sem prej rekel, kašem bom pri 60-ih. Verjetno ne bom toliko zadovoljen. Ampak zadovoljstvo ni skozi konstantno, vse je normalno, da nekaj ne more biti. Ja. In recimo dva človeka imate to razpucam pri sebi, kaj želite, da želite biti telesno učinkovita, pa tudi čustveno in tako naprej, tekom let. Pa nekomu bo uspel, nekomu pa ne bo, se pravi, bo zelo hiter obupu, recimo. Pa se bo prepustil, pač vemo čemu, lagodje tega časa, oziroma nekimi instant. Odgovor je zelo preprost, Damjan. Kakšno vrednost daje življenju? Mislim, a veš, tudi, ko so prej dale tematiko, sem trenera, jaz nobenega ne silam, da dela z mano. Nobenega ne pritiska, da mora nekaj narediti. Se pravi, nekdo, ki prije k meni, je to njegova odgovornost, moja naloga je, da ga naučim. Moja naloga je, da ga izobražujem, da ga spodbujam,
da ga učim pravilnejše izvedbe, tudi kdaj nepravilen, da razume nepravilno, seveda, da ja, ampak tvoja odgovornost je, da boš delal na sebi. Zakaj? Ker če bom jaz kot Gašper delal na vseh tistih nezrelih oblikah, kam bom prišel? Je nikamor, zato ker bom se čustveno napel na njega, vedel bom, da to ni prava pot za njega, ne? Ampak je predvsem ti si tisti, ki mora nekaj spremeniti. Zdaj, če boš to spremenil, super. Če ne boš, ne pomeni, da bom jaz odnehal nad teboj. Še vedno ti bom pomagal, oziroma ni te ne pomagal, bom zraven, ne? Ampak, če bo po neki fazi prišlo, da ti pač ta stvar ali pa delo, karkoli ne bo več pomembno, ja, ok, pač ti ne bo pomembno, ne? Ker bom jaz sam sebi delal neuslugo, ker se bom jaz slabo počutil, nisem ga pripeljal. Dal sem vse od sebe, vem, kaj delam, vem, kako delam, zavedam se, da delam dobro in zdaj na tebi, a boš to sprejel ali ne, ne? To je isti drek, a veš, imaš, ne vem, imamo zobe, kaj moraš za njih, ne? Torej, moraš jih približno redno pucati, neka higiena, da jih skrbiš, da so zdravi in ne blez obloka, ne? Zdaj, če ti tega ne boš počel, pa boš prišel do zdravnika, pa ti bo on rekel, ja, dragi David, imaš to, pa to, pa to, pa to, ti še, kva mi težiš, pizda, jaz se itak nič ne umir, kva je zdaj, daj mi jih ti umija, ne? Kam te bo poslal, pet drugama, ne? Ja, ne gre, ne? Mislim, če te kakaj tišči, jaz ne moram na mi s tebi. Zelo preprosto, zelo fair, ne? Če sem ti odgovoril približno. Ja, the best. Biomehanika in gibanje, ne? Morava se tega lotati, ne? Zato sva tle. Katere so najpogostejše napake pri tehniki teka in kako jih popravimo? Deva se najprej v bistvu tako... A vzameva rekreativnega tekača, a si to mislil? Ne, sploh ne. Pa ne enega profesionalca, ki so samo neke nijanse, a veš, verjetno pri njih, ne? Nijanse so, tudi on ima kakšno malinko še vedno za izboljšanje, ja. Ampak osnova, če lahko rečeva, čemu je sploh tek, je bil v osnovi namenjen v preteklosti, veva čemu, ne? Ja, huntingu, ne? Mislim, tako je, ne? In to je v naravi našega organizma, našega gibalnega ustroja, ne? In potem se zgodi življenje, toliko in toliko tisoč let poteče, dobimo vso tehnologijo, dobimo televizijo, bla, 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 sedimo, ne? Ja, se to je fajn, da malo predzgodbe narediš, ja, super. In sedimo, potem pač, ne vem, zagledamo nekje, da je tek ok, ne? Super, je v redu, seveda, sam tako kot neka druga aktivnost ima tudi tek neke svoje zakonitosti, ki jih ne smeš, jih moraš upoštevati, ne? In tudi tukaj jaz kot Gašper lahko doskrat nastopam, pa bi si želel, da tudi gledalci, tisti, ki mi sledijo, razumejo moje sporočilo, ker doskrat z negativno konotacijo govorim o teku, ne v smislu, da ne teče, ne? Ampak dajem tisto strokovno znanje spodaj, zakaj to, zakaj ono, zakaj, zato ker mi pač je jasno, ne? Da tek, kakor je opevan kot zdrava športna aktivnost, ki je seveda zdrava športna aktivnost, lahko o tem razglava še 5 ur naprej, kaj naj bi to pomenilo, pa zakaj lahko je nezdrava, ima svoje stvari, na katere treba pač upoštevati. Ne? In iz tega vidika potem še lahko rečeva, kaj naj bi tek bil, kaj naj tek ne bi bil. No, deva. Ja. Mislim, zdaj, če lahko rečeva tako, tek je lahko beg od sebe. Pač tečeš, ne? Bežiš od ne vem česa, ne? Tek je lahko primerjava z štoparco, tek je lahko primerjava z kolegom, koliko je on hitrejši od tebe, ali pa obratno, koliko si ti počasnejši od njega, ne? Tek je lahko bahanje za novo opremo, koliko imaš dobro, pa pač pojma nimaš o teku, ne? Vse to so zadeve, ki jih pač moraš povedati, ne? Ker konec koncev, zakaj? Zato, ker je sporočilo še vedno enako. Jaz vam vse rad, kad delajo, ne? Ampak hočem vam pomagati, ker ena stvar, na katero pa bom zdaj dal malo težo na ponudnike športnih oblačil, športnih obuval, ne razmišljajo, ne? Se pravi, če imaš ti 1000 strank, 1000 potencialnih ljudi, ki naj bi tekali, pa dajmo reči, da teh 1000 že teče, pa imaš ti vsak let 1000 novih superke, okay, super. Komu jih boš lahko prodal? A jih boš prodal poškodovanim tekačem ali bolj zdravim tekačem? Ja, verjetno, če si poškodovan, njih ne boš mogel teči.
In ravno to je tista, se pravi, če hočeš biti ok, da nimaš nekih potencialnih poškodb vsega tega, moraš razumeti to, kar sem že večkrat rekel, da pri teku moraš vedeti par zakonitosti, ki veljajo. Ne? In zdaj se lahko dotakneva njih. Dejva, prosim. Dva primarna gibalna vzorca, ki sem jih prej že omenil, sta hoja pa tek. In zdaj, če se vrnem tok in tok tisoč let nazaj, hodili smo zato, da hodimo, ne? Pač ja, se je normalno, da hodimo. Tekli smo zato, da smo lahko ujeli ali pa ušli pred nekim plenom. Ne? Zdaj, če smo zdaj v sedanjosti, tečemo zato, da uživamo, da premagujemo neke ovire, da tekmujemo, se udeležujemo maratonom, marsikateri sploh se ne udeležuje, pa teče sam zase, super. Ne? Ampak glavna razlika med hojo pa tekom je kaj? Da je hoja pa tek ima fazo leta. Torej ti kot avion zletiš, pristaneš na eno nogo in se spet zgodi avion, pa letiš, pa pristaneš na drugo. Ne? In ker se spet vračam v tisto vzorc tega motivacijskega dejavnika teka. Ne? Zdaj, jaz kot atlet mi je bil tek je osnova. Ne? Prej sem rekel, skok s palca, tek je bila osnova. Šprint, seveda, 400, seveda. Se pravi, vedel sem to, da je tek osnova tega, da lahko jaz konstantno izboljšujem hitrost od 0 do 60, 100, 200, 400, bla bla. Ne? Se pravi, bi bilo že čudno, težko bi bilo napredovati, če bi vso količino treningov, ki smo jih imeli v tok in tok letih, pač ne bi napredoval. Seveda pač ni ok. Ne? In ravno zaradi tega je tudi tle neka jožica teče, pa bi rada konstantno napredovala vsaj v nečem. Napredek je lahko rezultatskega nivoja, napredek je lahko, da se ti boš počutiš, napredek je lahko, da shujšaš s tem in podobno. Ne? Ampak definicija teka je, tek je enako, pa imaš pa enačbo, oziroma da reče oklepaj in začneš metati stvari noter, ki so pomembne. Tukaj je pomembno prima, seveda da je. Tukaj so pomembne tekaške copate, seveda da so. Tukaj je pomembna ura, ja in ne. Vse super in lepo. Tukaj je pomembna lučka, ki tečeš po noči, da te to ne zbije. Definitivno ja. Ampak če govorijo o biomehaniki teka, je človeško telo tisto, ki teče in seveda njegova glava. In ker je hoja pa tek glavna razlika faza leta, se moramo zavedati, da vsaka korak, ki ga nekdo naredi, mora ta naslednji korak kaj? Absorbirati neko silo pristanka, ki se je zgodila zaradi tete gravitacije, ki nas potiska proti tlom, ki se je zgodila zaradi želje, hočem teči hitreje. Torej, če tečeš hitreje, je sila večja, korak je daljši, pritisk stopala, noge v stike pač močnejši in se potem te, bom rekel, pristanki na nogo kopičijo. Ne? In če bi rekel zdaj tako, da ta oklepaj, ki ga razlagam noter, se pravi, tehnika je ena. Koliko imaš ti moči? Neke telesne moči, se pravi, mišične, ne samo mase, sploh ne, ampak uporabnih mišic, ki pomagajo čemu? Ja, mišice ne pomagajo nič drugemu kot, se pravi, če imaš ti dobro tehniko, pa dobre mišice, boš to ohranil. Če imaš mišično moč zadovoljivo, ti bo mišična moč poleg dobre tehnike pomagala pri absorpciji sile, ki se je zgodila, pa večkrat ponavljam to zadnje, odriv, faza leta, pristanek. Ne? In ta mišična usklajenost v stroju je tisti, ki ti pomaga pri absorpciji sil. Če imaš ti dobro tehniko, dobre mišice, dobro absorpcijo, boš lahko tudi hitreje tekel. In dejstvo to, da pač tekaških prireditev v Sloveniji, če izvzamem okrilje Atletske zveze Slovenije, ki pač ima svoje tekmovanja, ni 60-metrskih tekov, ne? Ni 100-metrskih tekov, ni 200, ni 400, večinoma so kaj? 5-21 oziroma 50-21 in pa to je to. Ne? Se pravi, lahko govorijo o nekem vzdržljivejši obliki teka. Ne? Tako. In zdaj, dostakrat se igram s to vlogo, mislim pa vem, da temu ni čistko, ko bom zdaj rekel, ampak za lažje razumevanje. Če gre tekač teč na 10.000 metrov, pa da karikiram, da vsak korak je dolg 1 meter. Koliko jih bo naredil z eno nogo pa z drugo? 5-5, 5.000, ne? In kumulativa je 10. In zdaj, če rečeva 5.000 oziroma 10.000 korakov, pa da je teža tega posameznika 50 kg, pa si lahko zračuna, koliko je kumulativa celotne sile v pristanku. Koliko ton, ne? In potem pride do vprašanja, koliko me bolijo kolena, koliko me boli gleženj, koliko me boli to. Ne? Zakaj te boli? Zikar so krive superge. In tako razmišljajo. Ne? Niso krive superge,
kriv je pristop do teka, ki ga ne zastopaš v njegovi temeljni osnovi. In tako, kot sem prej vprašala, kakšna je moja želja glede športa, jaz bi si želel, da je želja tekačič ta, da bo lahko tekel ne na dolge proge, enka 42, pa crkne, pa je 3 mesece na bolniški, pa vse gre v K, ne, to ni kul, ampak da ti tudi tečeš pač dolgoročno. Dolgoživost. Ja, s tekom. Iz tega vidika si upam trditi, da tek ima pozitivne stvari. Seveda, da jih ima. Tako da jaz upam, da sem ti malo zarisal. Ne. Zdaj pa ta Jožica, ki si jo omenil, koliko se ona rab ukvarjati s korakom, s frekvenco, s postavitvijo stopal in tako naprej. Deva to Jožico malo zdefinirati. Imaš Jožico številka 1, Jožico številka 2, pa Jožico številka 3. Upam, da jih nisem prešel. Zakaj? Zato, ker še vedno je vprašanje tega, koliko je ta Jožica, koliko teče, na kakšne razdalje teče, ali je imela kakršnekoli poškodbe, ali je popolni začetnik, ali je že ne toliko začetnik, kot že malo bolj napredni, ali je že nekdo, ki ima ful veliko športne udejstvovanja preteklosti, potem si upam trditi oziroma odgovarjati vse te stvari, ki si me vprašal. In popolnoma nič ni narobe za Jožico, ki, bom rekel, je tek kot neka oblika sprostitve. Pa nič proti Jožicam, to smo simbolično izbrali to ime. Lahko je tudi Francija, pa kdorkoli. Lahko sem tudi jaz, Gašper, da lažje, kakorkoli. Ampak pač dali smo pač ime za lažje predstavitev, razumevanje. Je ravno to, čisto v redu, če ta Jožica potem reče, ok, danes grem pa na sprehod, pa bom 2 minuti tekla. Pa postopoma začne ugotoviti, v redu je to. Pa potem reče, ok, bom to delala 2-krat na teden. In dela na ta način. Še vedno, če je ta Jožica, bom tako rekel, brez nobenega predznaka, da ne bom kazal na prstu z nekom, ki ima preveč telesne teže in tako dalje, ampak deva reči, da ima malo preveč kila. Verjetno tej Jožici ne bi priporočil, da bi tekla preveč. Še vedno bi priporočil to, da še vedno je aktivna, naj si bo hoja, kolo, kaj manj teh pritiskov, vsekakor zagovarjam trening moči, definitivno, če ima to znanje, nima kakorkoli, ampak trening moči je osnova, da lahko malo zgradiš. Ja, se to sem tudi imel vprašanje postavljen. Okay. Ja. In potem na podlagi tega napreduješ, kamor bi ona želela. Imamo pa tukaj Jožico številka 3, pa da nam spet Jožico lahko rečemo Karmen številka 3. Da vse ne govorimo. Ja. A veš, Karmen je pa ne vem, punca pri 30-35, ve, da je ful športno aktivna, ima tako in tako zgodovino, nima prevelike telesne teže, gre na 3-4 maratone, to počne že nekaj let, nič je ne boli, pa bi pa ona seveda taka predvidevam, da bi je pomemben nek rezultat, predvsem iz časa. Tako, kot sem ga prej omenil, tudi meni je bil pomemben v atletski rezultat, seveda, da je, ne morem si lagati, da ne. In potem prebere, sliši kakorkoli, moja kadenca pa preniska. Ok, cool. In pol, kam pa zdaj spremenila? In spet ne moraš tega temelja. Če ti temeljsko ne tečeš dobro, ne razumeš, kaj tek je, pa kaj tek ni, pa kako spremeniti določene stvari, boš verjetno kadenco, frekvenco, ritem, ki je skoraj same shit, isti pakung ga je spreminjala na naroben način. In ker se jo spreminja na naroben način, se seveda ta naša tehnologija, ki jo uporablja, ker pametne ure tu že znajo zmeriti kadenco, in pol piše, preden je ugotovila, zdaj imam pa 170, moram imeti 180, da bo tempo hitrejši, in je res 180, vse spremenila sem teka. Ok, si ga spremenila, sam iz kakšnega vidika si ga spremenila. In pri teku, če ga hočeš spreminjati, pa to bom z namenom povedal, ker to so stvari, ki zelo veliko dobim vprašanje, kako naj povečam hitrost, kako naj izboljšam tempo, kar je skoraj vse isto, kako naj povečam kadenco, frekvenco, korak itd. To so stvari, ki potem kot marketinška kura kaže ven, to hočem zvedeti. Zdaj se pa vprašaj, kako boš to res spremenil. Vse te zadeve so možne zgolj in samo, če izboljšaš, pa tukaj si dovolim reči, na atletski način tekaški korak. Bom pa dodal tukaj zraven, ni moj cilj, pa tudi zakaj ne, ker imam razumevanje do teka,
da vsi rekreativni tekači tečejo kot atleti. Ne, daleč od tega, da ne, ker razumem, zakaj ne. Ampak verjamem pa to, da velika večina rekreativnih tekačev, Jožice 1, 2, 3, kakorkoli že, dela rahlo preveč ali preveč dolge korake. To je prva stvar, ker že stvar je to. Ne? Če hočeš ti teči hitreje, kakšen korak boš naredil? Pa mi ti povej, kaj tečeš, da vidim, koliko dobro tečeš. Če bi želel iti hitreje, boš naredil krajši ali daljši korak. Verjetno daljšega, ja. Vse je logično. Mislim, Ja, podaljšal boš korak. Ja. Ampak če je že v osnovi korak napačen iz biomehanike vzorca samega tekaškega koraka, ki ga počneš narobe, bo ta korak seveda podaljšal tvojo pot letenja v zraku, ampak vprašanje je, na kater del stopala pa kam pred sabo boš pristal. In če govorimo o optimizaciji prenosnih sil pri teku, je pomembno to, da zminimiziraš horizontalno komponento, torej tista, ki potiska oziroma ki je pred nami horizontala, pa zoptimiziraš vertikalo. Ker šele samo takrat, ko boš omogočil tvoji nogi, ker tek ni nič drugega kot enonožno gibanje, ena noga je tista, ki pristane, naredi vso to delo, dobro podporno točko v stiku s tlemi, ko boš to omogočil, boš šele lahko rekel, da si zminimiziral sile, optimiziral amortizer, optimiziral odriv, optimiziral naklon, optimiziral zamah, pa temu lahko rečem, lahko šele takrat izboljšaš frekvenco, kadenco, hitrost, ekonomika. Jaz upam, da ste si to malo tudi zapisali, dragi tekači in tekačice. Če si pa niste, imaš pa pauza, 5 sekund nazaj, repeat. Točno to. A sva na točki, da omenva pomembnost pospeška in eksplozivnosti pri teku, tudi pri rekreativnih tekačih. Ja, veš. Ne? Mislim, lahko se spet vrnem, David, na prejšnjo zadevo. Ja, se pravi pospešek, kaj sta še omenila, eksplozivnost, pa še nekaj si omenil. Frekvenca je bila. Ja, se pravi, frekvenca pa, ne vem, položaj stopala. V tem vprašanju, ki sem vprašal. Ne, klele športni pospešek pa eksplozivnost. Ja. Koliko je to pomembno, oziroma a se ga splača zanemariti, najbrž ne, tudi pri rekreativnih tekačih. Ne. Ja, mislim, v rekreativnih tekačih športni pospešek, eksplozivnost ima spet neko svojo določeno težo. Ne? Športni pospešek na 21, ki štarter da, ima neko težo, ampak ne boš tam pospešil tako, kot nekdo, ki teče 400 metrov, ne gre. Ne? Boš verjetno malo pospešil, pa ohranil. Ne? Proti cilju zadnjih 200, 300, 500 metrov, verjetno, če boš še toliko svež, pa tudi če ne boš svež, bo verjetno glava odigrala svojo vlogo, vse veš, da si že proti koncu, boš pospešil, pa probo še boljši rezultat narediti. Ne? Tako da v tej vlogi vsekakor velja. Zdaj, ne bom se, lahko se dotaknem, mi povej sam kasneje ali pa zdaj, športnikov, lahko še kakšno besedo tukaj rečem, ampak če zdaj rečem o rekreativnih tekačih, ki niso vezani toliko na to specifiko športa, jim pa lahko športni pospešek, ki ga bom drugače imenoval, izvedba krajših, hitrejših intervalov pomaga. Ja. Ker napaka, ki se zgodi, pa spet bom se vrnil v Jožici. Jožica številka 1 nima te napake, 2 pa Karmen 3, pa mogoče že ja, ne? Ker Jožica teče čisto, malo hodi, malo teče, super, ni obremenjena z nekim rezultati, je čisto fajn. Ampak dejva se vrnem k Karmen pa tej drugi Jožici, ona pa bi rada malo napredvala v hitrosti. Sej, dejstvo je to, nič 21, nič 41 je čas, ki poteče, in zdaj, če boš ti hitrej tekel, oziroma izboljšal rezultat, pomeni, da boš tudi hitrej tekel. Torej, po eni strani je zelo pogosta napaka tekačev tudi to, da tečejo preveč dolgih tekov. Pusva zdaj ultramaratonce, pozava na njih, ampak zdaj govorijo o teh zadevah. Dolgi teki imajo svojo težo, seveda, da jo imajo. Neko aerobno vzdržljivost, govoriva tudi o tej aerobni vzdržljivosti glede same tehnike, ali jo lahko ohraniš ali ne, ampak
če si iskreno rečeva, pa bom spet lažje rekel, 10-kilometrski tek ni popolnoma nič drugega kot 10krat po 1 kilometer. Se pravi, če hočeš ti hitrost izboljšati, je pomenilo, da delaš na neki hitrostni vzdržljivosti. In kakšne so spet zakonitosti hitrostne vzdržljivosti, sem jih pa že prej omenil. Če hočeš ti teči hitreje, pomeni, da moraš imeti dobro tehniko teka. Pa spet bom isto ponovil, da se večkrat vrnemo sem. Moraš imeti dobro podporno točko stopala v stiku s tlemi, torej cele verige tvoje noge. Ko govorimo o verigi, stopalo, gležen, golenica, steglenica, kolk in tako dalje. Ker ta podporno točke eno noge, zakaj je to pomembna? Kjera veriga, prednja ali pa zadnja, govorimo o mišicah, so tiste, ki nas potiskajo v smeri naprej. Kaj misliš? Kaj, sprednja? Ne. Ne. Iz vidika teka imajo vlogo, seveda, da ja, da ne bo pomote, da ne, ampak iz vidika hitrejšega teka je zadnja veriga tista, ki jo atleti zelo dobro uporabljamo. Torej, stopalo ni toliko zadnja, kot je zadnja tetiva, mečna mišica, zadnja loža, gluteusa. Se pravi, to je zadnja veriga, ki v bistvu napne cel lok, in ko ti dobro postaviš nogo tja, kamor bi jo mogel postaviti, te lok potisne naprej. In ko ti razumeš vse te stvari, ki se pogovarjava, pa na nek način tudi izobražujejo druge, ko je govora o hitrosti, pozaba zdaj na šprint, govori o nekem tempo teku, intervalih, ki so vezani, 5x1000 za tempo 4:0 recimo, to je že kar dober. Ampak ja, rabiš hitrost, rabiš aerobno vzdržljivost, pa anaerobno. In ko je govora o hitrosti, sva omenila dobra podporna točke noge v slemu, dober položaj celotne verige te naše noge, dobra odrivna sila, ker hitrost je odvisna od odrivne potisne sile noge v tla. Ti ne boš tekel hitro, če boš ti nogo pred sabo dal, ko sva prej omenila horizontalno, kaj te bo, tla te bodo požrla, se pravi, boš imel kontrasilo. In boš iz tega vidika tudi potem rekel, ker hitrost ni popolnoma nič drugega, kot govorim sedaj. Seveda je odvisna tudi od krčenja, bom rekel drugače, od hitrih pa počasnih mišičnih vlaken. Šprinterji imamo ful veliko hitrih, tudi nekaj počasnih, vzdržljivosti kontra. In je ravno odvisno tudi to, kakšen kontaktni čas, koliko časa bo tvoje stopalo v stiku s tlemi. Šprinterji imajo odboj naprej. In nekdo, ki ni šprinter, ampak se pripravlja na neko daljšo tekaško preizkušnjo, seveda ne bo treniral kot šprinter, ampak bo pa želel hitreje teči. In za slabo tehniko, manj moči, to, kar sem že prej omenil, da ne razumeš teh osnovnih gibalnih vzorcev, je pač enostavno ne boš napredoval. Seveda moram pa poudariti tudi to. Jasno je, če ti bolj udaraš v tla, prav ali pa narobe, če narobe, imaš večjo tendenco s poškodbami, kot če tudi prav. Tudi jaz kot šprinter sem vedno prav udaril tja, še vedno je bila opcija poškodb seveda velika, ker telo v bistvu forsiraš v njegov maksimum. Ja. Tako da iz tega vidika ima pač nek pospešek, pomembnejši del. Ker tudi še ena stvar, zelo pomemben, ali pa saj zdi se mi pomemben del je tudi to, da zna tekač v nekem trenažnem procesu, ko dela nek trening, pa se bom zdaj ga probal zmisliti, ali pa malo pomisliti. Pa bom rekel recimo, 5x200 metrov, čisto za občutek. Ne bom rekel 5x200 metrov za 21 sekund, kaj veva, kje to je to je šprint, to je vrhunski šprint, ampak bom pa ti rekel 5x200 za 35, 40, to je že relativno kar hitro za nekega maratonca. Steči pa probi ohranjati hitrost, ki si jo dal v prvih 50-80 metrih. In ravno to je ključ tudi, če ti znaš dati hitrost, je tudi ohranjanje hitrosti, brez da še dodajaš pomembnejši del. Če veš, kaj mislim. To je tako, kot v bistvu, ko letalo, ki pristaja na stezo, pride 300 km na tla, lahko sem se zmotil, lahko ne vem, ampak sam za lažjo predstavitev. On v neki tendenci ne rabi več na gas pritisku, sam. In to smo atleti veliko počela,
Delali smo hitrostno, nadhitrost, hitrostno vzdržljivost, ampak ne, da se ti na celih razdalji matraš kot konj. Daš, ohranjaš. Ker tudi ta faza ohranjanja je res pomembna. Če pogledaš te vrhunske maratonce, oni tečejo res dobro, vsak ima svoje nianse, razlike v tehniki teka, vsekakor jih ima, ne? Ampak znajo ohranjati. Ja, grejo res kot lokomotive. A veš, tuf. In to je tisti ritem. Tiste je že lepo gledati. Ker, a veš, ena stvar še se vračam nazaj. Prej sva omenila frekvenco, pa kadenco, ne? Ampak tudi sam večkrat zagovarjam, pa govorim to, poslušaj svoj tek. Nič ni narobe, ko tečeš, da poslušaš, ne vem, Madonna, Metallico, kogarkoli. Ful dobro, ne? Ampak, ko boš ti slišal svoj tek, glasba, slišanje, ja, ima kaj? Ima note, ima ritem. In jaz pojma nimam v glasbi. Ja, nimam. Brad poslušam glasbo, pa ti daš en instrument, daj prosim vrštja. A si že probil igrati klavir? Ne. Ja, no vidiš, ne veš, mogoče sem naredil, pa sem rekel, to ni zame, ne? To ni zame. Ampak kljub temu, ne? Je ritem. Ja, tako. In ta ritem je to, kar pač tudi sam podarjam. Ritem ni... Poslušaj svoj tek, što mi je leto. Veliko ti lahko pove. Ja. Če bo tvoj tek zabijajoč, trd, neelastičen, potem pač veš, da moraš nekaj spremeniti. Ne? To ne pomeni, da si daš ti bolj na glas glasbo. Ne? Ja, zdaj ne slišam več tega. Ne? Ja, ne. Ja. Ej, kako pol po tvojem lahko en rekreativen tekač redno se udeležuje, ne vem, nekih 10, recimo, ajde. Kilometrov? Ja, tako, kako komponira vaje za hitrost in za moč, koliko frekventno, zdaj verjetno ne bo šlo v detajle, kakšne to vaje so, lahko pa tudi kakšno, ne vem, opišeš recimo, ne, ker zdaj vemo, pač sprednja in zadnja stran mišic, ne. Zadnja je res pomembna. Zadnja je res pomembna. Pa ne samo iz vidika teka. Ja. Če dava tek na stran, bo prišla do vprašanja, ki si ga dal, ampak iz vidika dobrih, ne bo neko dobrih, dobrih gibalnih osnov, ne? Ker če pogledava dojenčka, ali pa nas, vsi smo bili v preteklosti enkrat, smo prišli ven, ne? Po 9 mesecev, ko smo bili v vodi, to je tudi ena stvar, vsi smo bili v vodi 9 mesecev. Ne? Jaz nikoli nisem bil v vodi, jaz sem bil 9 mesecev, evo. Skratka, skupaj. Ko prideš ven, veš, kako približno potek gre, ne? Če se ne motim, imaš otroke. Ja, imam 4 pa 6. No, evo, pol ni dolgo od tega, ne? Pride ven, pojma nima zase, tam gleda vsi ga hrante, luška, mal se pokaka, bla, pa se že malo preko boca, pa je že pleza, pa mu je že zanimiv, kakšen kozarc vrže. Tako. Potem se počasi dvigne, ne? Pa pade, pa dvigne in potem izhodi. In ful velika napaka, recimo upam, da te napake ti nisem naredil, ampak vsem vam rekel, je, da starši ful prehiter zavarujo otroka, da ne bo padel, ne? Pa mu dajo 1001 opremo, kakršnokoli že je, hudulca, palčke, ne vem, koleščka z unimi varovali in tako dalje. Dej nauč ga padati, ne? Ker če ga nauč naučil, se naučil pobrati, ne? Si okej naredil, je dobro, se ne hod lih na prepadok dol, ki je jurja metrov. Ja. Pač ne uči pasti otroka. Ja, seveda. Jaz sem veliko padal. Če se drugače ne znaš uloviti. Ne? Ja, jaz sem v unih hudulcah toliko ruknil, da sem pol imel strah spet shoditi. Tako je bilo. Ja. Skratka, da se vrnemo nazaj, zadnja veriga iz vidika gibalnih osnov pomembna, ne? Ker ona ne počne nič drugega, kot se opira gravitaciji, ki nas hoče polomiti. Ne? Se pravi, zadnjična mišica je na zadnjici, oziroma na zadnji strani. Tako. Vloga zadnjične mišice je ravno, če dam stran tek ta, da se opira gravitaciji, se pravi, ona suportira medenico, ona je zelo pomemben, ampak najbolj pomemben ekstenzor, ker ona nam pomaga pri odrivu, se pravi, če zadnjice ni, ne moreš odriniti, ne? Ona nam pomaga, kot sem že omenil, stabilizaciji medenice, ker konec koncev, če je zadnjica šibka pri hoji in nekoga vidiš, da mu ful pada noga dol, ne? Se pravi, če bo zadnjica šibka, bo padla medenica malo nižje, se bo tudi koleno zarotiralo noter, prenosna sila bo drugačna in tako dalje. Zadnjica na nek način ful pomaga hrbtu, se pravi, hrbtne mišice so pomembnejši del, seveda da je, ampak če je zadnjica šibka, hrbet bolj trpi. Tako da pri dvigovanju nekaj hočeš dvigant, kidanje, vse veš, kaj mislim, vse te dnevne aktivnosti. Ko se pa vrneva potem na tek, je pa seveda tisti del, ki ga je potem
lahko navežem zdaj, ki si me vprašal, da kaj more početi. Ne? Ja, pa koliko frekventno, ne? Ker se veš, kako je pri teh zagriženih tekačih, ne bi spustil tekaj, ne? Ker tako, ja, seveda, ne, 3-4 na teden, če ne, a veš, vse narobe, ne? Kam da zdaj še vaje za moč stisnem, a veš. Ni dosti poudarka na tem, no, sem to hočel reči, res ne. Tako bom rekel, odvisno, v katerem obdobju si svojega življenja, to je ena stvar, ki mora vsak pri sebi pogledati. Ne? Obdobja so takšna drugačna, ena so bolj, ena so manj stresna, časa v osnovi imamo vsi približno enako na dnevni ravni, vprašanje, kako ga zoptimiziraš in tako dalje, koliko imaš nekih obveznosti, ki niso samo športne, seveda, ker life se zgodi in pač je tle, ne moreš prežeti, kakorkoli. Koliko tekmovanj imaš na mesečni, pa bolj kot ne letni ravni. To zdaj, zakaj tako odgovarjam? Predvsem zato, ker v glavi je še vedno isti koncept razmišljanja. Bazno obdobje, predtekmovalno obdobje, tekmovalno obdobje. Ok. Tisti tekač pa tekačica, ki je rekreativna, pa če v eno leto skozi tekmovalnem obdobju, draga tekači nekaj delaš narobe, ne moreš biti. Kaslej, ko prej boš pregorel. Se pravi, moraš tudi približno vedeti, imaš maja, ne vem, junija, pa konc leta eno tekmo. Jaz mislim, da tudi ni pametno, pa ne bom rekel mislim, vem, da ni pametno, da imaš več kot 2 maratona te velike na leti, že kar velik. To je velika, ne? Če govorijo o rekreaciji. Tako da iz tega vidika moraš malo pogledati, na kateri točki si v svojem življenju. Ker napaka se pa zgodi to, kar si prej tudi sam rekel, da kljub vsem obveznostim, ki niso športne, govoriva o lifeu, ki jih imamo itak preveč, pa da potem še daš toliko in toliko količinskih treningov noter, ki so v veliki večini naravnane, više, hitreje, močneje, v veliki večini naravnane v rdeč balon, 7000 obratov, potem se moraš vprašati, kaj delaš. Ker zelo dobro se spomnim besed, verjetno je tudi ti veš, kdo to je, pa marsikdo, ki bo to slišal, Merlin Ottey. On nima nobene veze z maratonom. Mi je pa dala takrat zelo dobro za razmišljati, ko sem z njo en čas v isti skupini treniral. Res vrhunska atletina, da ne bo zgula besed o njega. Mislim, mi smo trenirali takrat kot kretenja. Jaz sem delal 12 treningov na teden, pa to ni trening 1 ura. Se pravi, 12 treningov, zakaj sem tako treniral? Ok, ena stvar je to, ker sem bil tako mlad, regeneracija takrat res dela. Ti narediš en težen trening, greš spat, poješ, pa si naslednji dan kanal. Ja, to se ovo pol dotakne na regeneraciji, kar nadaljuje. Ampak ravno to je zavajajoč občutek. Toliko in toliko treningov mi da, jaz sem vedel, hočem trenirati. Ful hočem trenirati. Premalo treniram. In tukaj se spet navezujem na vse zvezde, ki niso to zvezde, v osnovi niso, ker nobena zvezda ni zvezdnik, oziroma noben zvezdnik ni zvezda, ti zvezdnik pravi, da sem jaz zvezda, nima pojma vse pa, ker ne ve, kva govori, ampak dajmo reči, te zvezde, ki jih ljudje spremljajo, ne bom imensko šel kdo, ampak veva, kam greva, v katero smera, ja, dajo neko identiteto, jaz hočem biti tak, in veliko, bom tako rekel, premalkrat jaz slišam, prevečkrat slišam to, kako je že on izrek, pomagaj mi, go, die hard or go home, recimo. Ja, tudi je, ja. Teh variacije. Veliko moš trenirati, ful preveč moš trenirati. Ja, vse je to v redu, ampak temelj je temelj, in jaz mislim, da premalkrat se tudi znamo pogledati v sebe, ker če nekdo sledi določenim konceptom razmišljanja, da moraš vse maksimalno vedno narediti, vse mora biti tip-top, udreči se moraš vsemu, samega sebe moraš ubiti na treningu, pač slej, ko prej to ni prav pristop. In ravno Merlin Ottey mi takrat dala eno dobro razmišljanje, ker je rekla, vi Slovenci kot atleti, pa čist preveč trenirate. Mislim, jaz se fazim, kako mi treš, pa jaz še premalo treniram, 12 treningov, kam le še enega dama, Ok, res je, da sem samo tisto takrat imel, da sem si lahko prvoščil, ampak kljub temu. In sem jo potem vprašal, kako pa ti treniraš, pa mi je zelo preprosto odgovorila, ja, imam ene 3-4 green treninge na teden, green, easy, se pravi, igranje, tehnika, bla, bla, pa 3 hard, Sam to ni hard, green, hard, kakorkoli že je, Ja, zato, ker konc koncev na ta način lahko to kvaliteto, ki jo kot šprinter rabiš, razvijaš,
Po drugi strani pa tudi nekdo, ki teče na daljše proge, še vedno moraš razumeti, da mišični stroj, se pravi, mišica deluje temu, kar sem že povedala prej, a ne? Potem govoriva tudi da pomislim, se pravi, sama regeneracija, ki tukaj je pomembna, ne? In takrat lahko rečeš, kaj moraš šele spremeniti. Ne? Ja. Preveč vsega je. Pač je pa nekaj res, da se strinjam k temu, res je težko najti ta prava smer. Itak, tudi vrhunskim športnikom včasih rata takole, pa so delali po istem konceptu 2 let, pa kar ne gre. Ne? Pa se pa sprašuje, težko je, to je umetnost tega. Ne? Pa bi tvoje sporočilo lahko bilo, nič ne zamujaš, sploh če si rekreativen tekač, če en trening teka spustiš, pa ga nameniš recimo vajam za moč. Kle smo začela, veš, kje so pol vaje za moč klele, ne? Če si toliko obremenjen s tistim vsakim treningom, hitrejšim, daljšim, ne? Nič ni narobe, to je prva stvar, ne smeš se slabo počutiti, če ti telo v tistem dnevu, tednu govori, da je utrujeno, pa z namenom sem povedal tiste stvari, da se live zgodi, da malo pomisliš, koliko nečesa imaš, je čisto v redu, da tudi daj trening spustiš. Ker beseda trening ima lahko 2 težje, ne? Ena teža treninga na levi, druga teža treninga na desni. Se pravi, če bomo sledili samo treningu rdeče barve, to, kar veva približno kam greva, ne? Pač je pomembnejši del, ampak kaj se pa zgodi, če ti telo v nekem trenutku dneva, tedna sporoči, ne rabim danes rdečega, utrujen sem, ampak še vedno lahko narediš trening. A trening pa ni, če greš ti se sprehoditi v naravo, pa pač malo odmisliš vse stvari. Ja, je oblika treninga, sam kakšna, ista. Sam ti si da to tej teži tako težo, da tudi ni najbolj optimalna, to pa zanemarjaš. Ne? In tekači tako lahko rečem, da zanemarjajo prevečkrat tekaške vaje, ker so boring. Ja, tekaške vaje. Ja, niso boring, so namenjene temu, zakaj so namenjene. Zanemarjajo easy treninge. Se pravi, pa tudi tukaj govoriva easy treninge, da vržeš vso tehnologijo stran, telefon, uro, slušalke, merilne naprave, pa greš sam teč. Pa kakorkoli tečeš, je to 5 minut pa teča. Zanemarjajo tek, pa opazuješ samega sebe. Zanemarjajo easy tek, da pač komponento uživanci v bistvu v teku se zanemarja. Ne? Zanemarjajo tudi, bom rekel, do neke meje neke osnovne vaje za stabilizacijo, potem so osnovne vaje za gibljivost, fleksibilnost, ker je to pač nepomembno. Ja, ni nepomembno. To so tisti manjkajoči deli šravfki, ki doskrat tudi igrajo vlogo, da bo nekaj nastalo naprej. Ne? Zanemarjajo tudi trening moči. Sej razumem tudi zakaj, ne? Ker če sva lahko rečeva, da trening moči ponovadi izvajaš na 2, 3, 4 kvadratnih metrih, odvisno kam hodiš, kje delaš. Ampak kljub temu, ne? Večinoma si bolj statično na mestu, vse delaš dinamične vaje, ampak pri teku pa se tle vse bolj premika. Ne? In je boring, seveda, da je boring. Ne? Samo, ko pa enkrat ta boring komponenta pokaže svojo pravo plat, čemu je namenjena, da imaš ti kot tekač manj bolečin, bolj stabilne mišice, močnejšo zadnjico, bla bla, ne? Ja, pol pa to res začutiš na teku, koliko ti je lažje, koliko te manj boli, koliko hitreje lahko tečeš, koliko je tvoj rezultat boljši, pa se potem sestavlja enkrat ta enačba. Ne? Ja. In pol hitreje vidiš, a tečeš dobro ali ne. Deva reči, a napreduješ pametno ali ne. Ja. Tako da to je nekako tisto, kar se mi zdi, da tekačem manjka, pa tudi aktivni počitek je pomemben. Aktivni počitek to pomeni, da greš mečkaj stran od teka. Je popolnoma v redu, če si vzameš kakšen trening, malo kolesa, mogoče plavanja, rolanja. Ja, sva zdaj že v fazi, tako, mislim, se lahko lotva regeneracije. Ja, pa se že vse čas malo loteva tega. Ja, zdaj tak mehek prehod sva naredila, koliko je to pomembno, pa jaz bi se dotaknil tega dihanja čez nos, ko se mi zdi, da se pa zadnje čase spet malo več, ali pa se malo več govori o njem, ne. Verjetno, ja. Pa tvoje mnenje o tem dihalnem pristopu in tako naprej. Greva najprej regeneracija, ne? Ja. Bral sem, zdaj so pa knjige, ampak zdaj, pa mislim, da sem si prav zapomnil, da ta Športni genij knjiga, ne? Poznaš? Si jo prebral? Ja, sem, ampak že. Mogoče se spet. Ampak en del tam govori o teh vlečnih psih, ki so jih uporabljali, ne vem, koliko ima že tečejo, 100 mil
a veš, kaj teče. To je gor, Sibirija, pa ja, to, pravlečni psi, ja. In tam je en stavek, pa sem 99% sem si ga prav zapomnil, je ta, da pa so dali primer lih eno maratonko, eno vrhunsko, ne vem, kako se je pisala, pa to ni pomembno, pa psa, ne. Dejansko te psi se že med samo fizično aktivnostjo regenerirajo. Zato lahko teče dolg. Ljudje nimamo te možnosti. Se pravi, če govoriva o besedi trening, ki sem ga prej malo dal na aktivni počitek, pa če ga zdaj vrnem na to rdečo fazo, kjer moraš delati določene stvari, da napreduješ, trening ni popolnoma nič drugega kot poškodba telesa. Zdaj ne, da si roko zlomaš, ne? Ampak govoriva trening moči, kaj je to, so mikronatrganine. Se pravi, vedno moraš ti tudi nekem aerobnem vzdržljivostnem delu, se pravi, srčno-žilni sistem napreduje, pljučni sistem, se pravi, lažje dihaš, boljš dihaš in tako dalje. To so vse stimulusi, ki telo utrujajo. Okay, če ti telo skozi utrujaš, nekje ti bo rekel, ne bom kjerga prsta pokazal, apologa pa tudi, ampak ga ne bom, da ne tako preveč vulgarno pokazala, ne? Ampak veš, kaj ti bo rekel. Kaj mi zdaj ti kažeš, da vse reče? Ja, ne. In tukaj potem nastopi ta pojem regeneracije, ki je lahko zelo, zelo širok. Regeneracija ni samo to, da ti en dan v tednu čist spustiš, pa še takrat, ko spustiš, še živčana. Ko sem spustil nekaj zamujen, to ni bravo, ja. To ni regeneracija. To ni regeneracija, ja. Osnovne smernice regeneracije slišijo na prvi poudarek kvalitetno spanje, vsekakor. Kvalitetno spanje, razumevanje aktivnega počitka, razumevanje trenažnega procesa. To, kar sem prej omenil, ne moreš biti ti cel leto tekmovalnem obdobju, ne gre. Se pravi, moraš imeti nek vsaj približno smotrn plan, da lahko nekemu temu planu slediš. Pomen, pa ne bom rekel zdrave prehrane, ker to se lahko hitro potegnemo sam zdrava, tudi ni najbolj optimalno, ampak pomen razumevanja športne prehrane, ker športna prehrana ni popolnoma nič drugega kot športen način vnašanja hranil, ki jih telo potrebuje za dosego športnih rezultatov. Se pravi, prehrane, nekih metod, ki so lahko masaža, mrzla voda, tudi savna, dopust, stran od tehnologije in tako dalje, dihalne vaje, do katerih bo še prišla. Vse to so zadeve, ki imajo vrednost v pojmu regeneracije. Sem kaj pozabil? Mislim, da ne. Ne. Neka osnova je. Ja, kar izčrpan, ja. Tako da regeneracija je ključna, ne? Ker če ne boš imel dobre regeneracije, pač nisi psten, ker 1000 mil teče, pa ima regeneracijo že. Pa dovolacijo moš, ne. Seveda. To je po mojem. Težko je. Tako je. Se strinjam, težko je. Ker misliš, da nekaj zamujaš, da boš zgubil na mišičnem tonusu, da boš zgubil na zgledu, da boš zgubil na tehniki itd., ampak ni res, ne. Pridobil boš. Ker razumeš ta trik, da pridobivaš s temi zadevami, potem si, verjamem, da si v ospredju. Vse po mojem se lahko dotakne, pol kar tega zavestnega dihanja na nos v okviru, ne vem, športne aktivnosti, pa tudi na koncu v fazi mirovanja, ne. Koliko daješ ti, recimo, poudarka na to? A ga daješ, a ne? Greva eno statiko narediti. Ja, poveš s tistim obvezno, ja, s tistim potapljanjem, ja. Mislim, zato sem tako nakazal, ko sem prej se vprašal, koliko knjig preberem kakšno, ampak to, kar razlagam, večinoma izhajam iz lastnih izkušenj. Ja, the best. Ele, kdo me kliče? A vidiš? Ja, bravo. Emil, lej, še malo, par minut nam še daj. Skratka, z malo bolj celostnim razumevanjem dihanja sem se začel spoznavati že prej, že verjetno pri 15, 16, 17 letih, ampak v najbolj grobi obliki tega, kar mi je pa pač dalo neko dodano vrednost, pa od leta 2017, 2018, prapnej. Rekel sem že prej, ker že prej sem se potapljal, ne? In tukaj moram ta vod začeti, ne? Jaz sem furat vodo. Pa če je mrzla, jo imam rad. Ja, unih 9 mesecev vodnih, ne, naredili nate vtisa, veš. Ja, to, ja. Ampak, veš, eno prepričanje je pri potapljanju
šnorklanje, konc koncev, ker sem ga tudi sam že imel prej, pa sem se res veliko prešnorkal kot mulc, sem bil več v vodi, pa manj na kopnem. To, da boljš, ko se bom nadihal, torej več, ko bom dihal pred potopom, več česa bom dal v sebe. Več zraka, če lahko temu tako rečem. Več zraka, ja, ok, cool, ne. Ampak ni res, ne. Se pravi, ena res dost, lahko temu rečem, smrtna nevarna napaka, ki jo pri potapljanju na dah seveda lahko naredimo, je to, da se ti pred potopom zelo hitro nadihavaš. Se pravi, zakaj? Ker če ti ful velik zraka ven daš, pa not daš, pa na hitri način, imaš lažni občutek, da si ful dal zraka noter, ampak ni res. Problematika je tega CO2, ne? Jaz si predstavljam tako za lažjo predstavitev, kisik pa CO2 sta lahko ful dobra prijatelja, lahko pa nista, ne? Ker zdrav posameznik, deva reč, ima tam 98-99% kisikov telesa, ne? Kar je super. Več kot toga ne moreš imeti, ne? Se pravi, ne moreš ga imeti 130, ne? Lahko ga imaš 100 ali pa ne manj, ne? Ampak kaj CO2 dela? CO2 v bistvu pomaga, če ga imaš dovolj dobro stopnjo noter v telesu, da se kisik lažje razporedi po telesu. In če se pri potapljanju potapljaš na ta način oziroma dihavaš, daš CO2 ven. In imaš lažni občutek, malo vrtoglavice imaš, s tem misliš, da si se dobro nadihal, ampak kje pa nastane nevarnost? Ko greš enkrat delati en potop, pa verjamem, da ni nevarnost toliko na 5 metrih, čeprav lahko tudi je, kad delaš sploh recimo ribolov, ne? Ker ribolovci, bom rekel, podvodni ribolov je še bolj nevaren kot to, kar pač sam počnemo v vrvi, ki si varovan tam, en potop imaš dolgo pauzo, ker oni delajo gor, dol, ne? In skozi CO2 se spreminja v telesu. Ampak problem pa nastane, CO2 pri potapljanju ima to vlogo, je v bistvu signal, kdaj moraš ti vdihati. Da, če bi zdaj delala primer, pa narava narediti, če bi ti rekel, David, da se najprej umirjeno nadihi, pa potem zajem zrak, pa bi štopil koliko časa, da držiš neko statiko, ne? Pa ne bi šla do maksimuma, pa bi te že opazval, da pri 40 sekundah, da imaš neko kontrakcijo. To je CO2, se pravi, CO2 se ti kopiči. In kontrakcija je to, da ti CO2 ti zna, da je, David, vdihati ne moreš, ne? Kaj mi pa naprej treniramo? Mi treniramo CO2 adaptacijo, se pravi, toliko smo zadaptirani na te kontrakcije, ne bom vdihnil, ampak varno, da kaj enkrat resen varen potop delam, imam zelo redko kontrakcije šele takrat, ko se vračam recimo nazaj z globine, ne? In zato je osnovno pravilo dihanja, več kot bom dihal, več kisika bom imel noter napačno. In ta uvod je pomemben samo zaradi tega, da lahko se potem vrnemo naprej v nadaljevanje te najne zgodbe, je ravno to, da kaj se pa pri teku zgodi? Pa ne bom rekel sam pri teku, lahko se spet vračam na vsakdanje aktivnosti, ne? Bi bilo že smešen, David, zdajle, da bi jaz recimo, ko ti govorim, pa ko vam govoril na ta način, da zdajle nekaj povem in potem bom spet nekaj povedal, ne gre, ne? Zakaj je retorika tudi tako težka? Zato, ker večinoma dihaš skozi usta. Edin, če bi zdaj ti govoril, pa bi jaz pa seveda še razumljivo. Tako. In ko dihamo skozi usta, spet kaj delamo? Na nek način hiperventiliramo, ki je identična hiperventilacija, kot sem se jaz, pa takrat, ko sem se potapljal, ful nadihal, bum dol, pa pač nikula, ne? Se pravi, ko se enkrat zavedaš tega fenomena, da je hiperventilacija kot taka prisotna ne samo v športni aktivnosti in še posebej v vsakdanjih aktivnosti, ko se zaveš tega, lahko nekaj spremeniš, ne? In hiperventilacija je tista, ki te utrudi. Tudi retorika je utrujajoča, seveda, da je. In ko smo v stresnih situacijah, imamo to pa to nalogo, sedimo za računalnikom, moramo leteti tja itd. Ne? In se strinjamo k temu, kdaj ima človek več zavedanja? Kdaj se bolj mirno počuti? Verjetno takrat, ko ne bo hiperventiliral, pa ko bo dihal skozi samo dihalni aparat, ko se mu reče, imam 2 luknji tle gor, ne? Se pravi nos, ne oči, ne? Torej, dihalni aparat je temu pač namenjen. Razumem to, če me daj prehlajen, ne moreš, ne? Razumljivo. Ampak, ja, dihalni aparat nos je tisti, ki je temu namenjen in ko enkrat znamo tudi uporabiti dihalni aparat nos v vsakdanjih aktivnostih tekom dneva, v službi, ko poslušamo, ko delamo, naredimo ful veliko uslugo telesu, ker enostavno CO2 zadržujemo noter, bom rekel, manj smo pod stresom, tudi na nek način,
ampak imamo boljši občutek nezadihanosti. Oziroma zadihanosti. Se pravi, če imaš ti skozi konstantno potrebo, valjda moš to narediti. Ko imaš potem enkrat CO2 dober, si pa ti narabiš spet vdihati. Ravno to je point. Ko imaš ti CO2 dober, narabiš imeti konstantne potrebe po vdihu. Če imaš ti CO2, tako kot sem ti prej razlagal pri potapljanju, moraš skozi vdihati. Če imaš ti to razmerje dobro, narabiš toliko dihati. Ker če preveč dihaš v minuti, ker sploh ni športna aktivnost, da imaš ti, ne vem, 25-30 vdihov, pa še to nepopolnih, pa bom rekel, dobrih, je problema. In ko enkrat človek diha skozi usta, lahko temu tako rečemo, da to je bolj vertikalno dihanje. In temu namenom se bom pač postavil tle v ta položaj. Kako je? Zakaj imamo pljuča? Zato, da lahko pač vemo, je dihalni aparat. Se pravi, kisik odprem tle. Ampak, če ves čas diha skozi usta, več ali manj uporabljaš samo vertikalno dihanje. In se spet vrne v najno prvo minuto podcasta, ko so šla delati tisto, ko so prej rekla, upradavnino, zakaj smo rabili teči. Ja, zato, ker smo rabili ujet in smo rabili veliko zadihanost in seveda si ti rabo vdihati, izdihati, ker to je naš sistem. Ampak, če to konstantno počneš tudi v vsakdanjih aktivnostih, ki niso vezane v šport, in še posebej v športu, pa nastane problem, ker si skozi tle. In kaj daješ telesu? Jaz bi rekel tukaj, da imaš v bistvu 3 izraze. Panične napade, ali imaš popadke, ali pa dejansko imaš kada te nekdo skozi slovi. Ker če bi zdaj jaz tukaj sedel, pa bi nekoga videl, potih deprija sem, pa ti ne bi dal znaka, bi te tako naredil. Kje si? V alert fazi si, torej si v fight and flightu. Torej, dihalni aparat kot tak, če je dobro uporabljen, barno napačno, si skozi temu alert, lovc, lev je, tufa, vse je podobno, in teh alertov imamo skozi. Tako da, dihanje skozi nos je osnova, potrebno je tudi znati sploh dobro vdihati pa dobro izdihati, ker je spet ista zgodba, da marsikeri posameznik ne zmore narediti umirjenega, globokega vdiha in umirjenega, dolgega izdiha. Lahko primer, recimo, dam primer vaje. Čeprav zdaj čutim, da sem malo pod tistim delom, ki sem ti razlagal, da sem malo brez zraka. Ravno zaradi tega, o čem je pač, ko skozi govorim. Ampak, če bi šel recimo delati na ta način, samo da se malo umirim, primer. Se pravi, naučiti se treba uporabljati dihalni aparat. Mi je bilo zdaj malo težje, razumem zakaj, ker sem pod nekim stresom, ker je itak je stresna situacija, ker hočeš dobro nastopati pa dobro povedati. Ampak ja, ta vdih, ki bi zdaj izdih daljši, lahko bi ga naredil tako, ampak ne, uporabil sem zavedanje, podaljšal sem izdih. In s tem podaljšanim izdihom, kaj damo telesu? Znak. Naprej sam, če greš s stolom. Ja. Takole? Ja, tako si bil prej. V redu? Videla pol. Okay. Torej, imaš fight and flight, oziroma to, ko sem ti rekel, v nekem stresnem, pripravljalnem coni si, da moraš nekaj narediti, nekaj odnesti, nekaj dvigati, karkoli. Pa imaš potem ta regeneracijski rest and digest. Za lažje predstavitev lahko temu rečemo, imaš rdeče barve balon, pa se spet vrne na unne treninge, da bodo lažji, se nekako zgodbo sestavljen, se vidiš. Lego kocke, to so te Lego kocke, ki se prej rekla. Duplo, Lego, ja, poznamo vse. Torej, Lego kocke sestavljamo rdeče barve balon, pa zelene.
oba sta pomembna, ampak če si skozi rdeči, fight and fly, dihanje skozi usta v dnevnih, nednevnih športnih aktivnosti, pač moraš nekaj spremeniti. Če pa razumeš obe komponenti, da sta pomembni iz vidika regeneracije, boš potem lahko bolj pametno napredoval. In ravno ta rest and digest, zelene barve, je pomemben faktor regeneracijskega procesa. In kaj vpliva na rdečo, kaj vpliva na zeleno? Pri dihanju. Rdeča vklopi kdo? Hiter vdih, intenziven vdih. Rdeča vklopi ful prevelika frekvenca dihanja, rdeča vklopi dihanje skozi usta. Zeleno vklopi umirjen vdih, umirjen daljši izdih. Tudi fajn je to, da se znamo počakati pred vdihom, pred novim vdihom, pa pred izdihom. To je faktor, da vemo, recimo, v kakšnem stopnju stresa smo. Kot ena izmed, recimo, enih takih, bom rekel, pokazateljev je, recimo, zjutraj, ko ležiš v posteli, preden pogledaš na telefon, narediš vdih 2 umirjena, pa narediš maksimalen izdih, pa probaš videti, koliko časa lahko držiš zrak brez potrebe po vdihu. Se pravi, daljši, ki je 20, 30, 40 sekund, bolj si spočit. In to je tisti del, ki sem prej razlagal, CO2 daje telesu znak, kdaj moraš vdihati. In ker se zdaj vračam na to zeleno barvo, torej svetujem tekačem to, pa vsem ostalim, več dihanja skozi nos, tudi med športno aktivnostjo, ki sliši na ime kolo, ki sliši na ime tek. Nastal bo pa problema, ne? Ja. Veš kje? Vem, kje je. Ja, pravilna sposobnost se zmanjša, ko začne. Jaz mislim, da to marskoga odvrne. Seveda. Jaz sem bil že tokrat na tem v preteklosti, ker sem se pač zavedal ali pa pozanimal, zakaj dihanje čez nos, pa sem pa rekel, ok, idem pa to spravil v prakso, grem laufat, bom dihal čez nos, ne. In pol se veš, pol sem šel 50% tistega, ker bi lahko, ta prvič, pa ta drugič, mogoče malo več, ta tretjič še vedno, pa sem rekel, ne, jaz se ne grem tega, ne moram tako lepo čas, pa vas unemogel laufat, ne. In sem to naredil, ne vem kolikrat, zdaj, letos, no, odkar je Emil tlele sedel, pa mi povedal par zadev o plusih dihanja čez nos, sem si pa rekel, ne, zdaj bom pa začel zares. Mislim, zdaj pa ne bom odstopil, ne. Pa sem šel prvič, pa drugič, pa tretjič, pa petič, pa 10-tič je bilo že veliko boljše. 15-tič pa že v bistvu skoraj brez problema. Imam še manevrskega prostora pa to, ampak zdaj gre tudi v hrib na nos, pa tako, kar prej ni bilo mogoče. Se pravi, v bistvu s tem se učiš vrčevati svojo lastno energijo, pa v bistvu zoptimiziraš ono zeleno barvo in nadgradiš tudi rdečo. Če bi ti rekel, zdaj pa imaš eno tekmo, recimo, pa da seveda ne bova zadihala skozi nos, boš slej ko prej ugotovil, da ti je ta enačba, ki si zdaj začel delati, omogočala boljši napredek. Ne vem, a si to že daj probal, ne? Verjetno. Ne, zdaj sem v fazi testiranja pa to, ampak ja, zdaj sem pač sklenil, da se tega pač držim naprej. Pa tudi v fazah mirovanja, v neaktivnih fazah, se pravi, mi prej pride v zavest, dihi čez nos. A ne, če bi zdaj vmes kar nekih hlastov po zraku, bi kar en trigger klele se sprožil. Kaj to delaš? Zapri usta. Tako da imaš svojo lastno izkušnjo, se strinjam s tem, prav si povedal. Najtežje je to potem nekomu, ki je navajen skozi na tisti del percepcije treninga, da mora biti skozi trening težek pa naporen, to sprejeti noter v okolju, da je to del, ki je res pomemben. Ker lahko dam potrditev tega, kar sem prej rekla, recimo apneja. Zdaj, tisti, ki ne poznate ali pa da lažje razložim, apneja je potapljanje na vdih, torej brez opreme, kot jeklenk oziroma teh bomb, jeklenk, ja. Torej, cilj same apneje je za enim vdihom narediti, naj si bo, če delaš to v bazenu, razdaljo, ki si jo zmožen preplavati v bazenu, ponavadi se to dela v 50-metrskem na nekem tekmovanju, ali pa v sami globini. So razlike, bazen globina, pritiske v globini tam ga ni, ampak point je pa še vedno podoben. Se pravi, zakaj lahko z moje lastne izkušnje gledam, zakaj lahko, ko sem začel, sem bil zmožen preplavati v bazenu 50 metrov s plavutkami, zdaj se približujem 150. Se pravi, 130 je moj nekako rekord, ki sem ga nekaj let naredil. A zaradi tega, ker sem kaj bolj fizično močen? Ne.
samo zaradi tega, ker sem spoznal ta dihalni aparat, ker tam pa je tako, tam pa ne moreš dihati pod vodo, nimaš rolčka, imaš vdih, delaš trening. Ni šlepanja. Mislim, a veš, pri bazenu še tako, da veš, da imaš možnost, da lahko pri eni seriji, ki delaš, ne vem, neko razdaljo 75 metrov pod vodo, imaš možnost prijeti ven, ampak ne bo šlo. In je zelo težko, zato ker mišice so v anaerobni fazi, se pravi pomanjkanje kisika noter, veliko potrebo po zraku imam. In ko pridem ven, seveda, potem obvezno globoko dihanje, da čim več zraka nazaj dobim. In ko potem imam pa naslednjo serijo, recimo čez minuto pa pol, 2, da si bomo lažje predstavljali, recimo imam 5x75 metrov, prvo odplavam, pauza, minuto pa pol, ta pauza je pomembna. Če bom jaz v tej pauzi celo minuto pa pol dihal, pa šel spodaj, sem prepričan, da ne bom naredil dobro. Diham 20 sekund, seveda globoko, pa nos klibam dol in diham samo čez nos, pa podaljšujem izdih. In s tem spet ohranjam mirnost, ki mi je pomembna. In ful veliko, kad se spomnim na ta občutek stresne situacije, ker če rečeva, ljudje smo lahko brez vode tok, brez hrane tok, brez zraka pa ne velika. In to je smrtno nevarna situacija, ki je zelo fight and flight. Se pravi, čim boš brez zraka, boš naredil vse, da boš do njega prišel. In je stresna. In jaz sem to pač iz tega potegnil to, če je ta situacija v tistem momentu, ko jaz prijem ven stresna in je, pa če probam to stresno situacijo na ostale stresore, ki jih imam v življenju dati, bom nekaj spremenil. In se zavedam tega, ne? Tako da to je ta izkušnja glede apneje, ki je vezana na potapljanje. The best. Ej, kaj lahko rekreativci povzamejo iz izkušenj vrhunskih športnikov za dolgoročno zdravje oziroma dolgoživost? Če se zdaj spušča proti koncu, a veš, debate, a veš. Deva drugače stavljena vprašanja, pa bo odgovorila, kaj lahko vrhunski športniki sprevzamejo od rekreativcev. A veš, zakaj sem tako postavil? A veš, zakaj sem tako postavil? Ker zelo veliko rekreativcev trenira hujš, kot vrhunski športniki. Hudo, ja, dobro. Ja, mislim, a veš, the best. Teža 2, pa ful se rad vračam na balone, ki se lažje predstavljamo. Deva reči, v levi roki držim balon, kjer piše vrhunski športnik. V desni roki držim balon, ki sta oba iste barve, v začetni fazi, oba sta brezbarvne. V desni roki pa držim balon, kjer piše gor rekreativc. Zdaj, če gledava razlikam, vrhunski športnik, oba živita seveda, da ja, ampak vrhunski športnik, če govori o vrhunski pripravljenosti, nima česa, kar rekreativc ima. Vrhunskemu športniku se v osnovi ni treba ukvarjati z službenimi zadevami, z vsemi ostalimi stresorji, itd. Se pravi, njegov glavni fokus je večinoma samo šport. Se pravi, ker je njegov glavni fokus večinoma samo šport, in ker imata oba dva približno enako časa na dan 24 ur, bo seveda lahko ostali čas, ki ga ne bo dal šport, dal v tiste zadeve, ki mu bodo pomagale, da bo lahko potem delal še to, kar zraven počne. To regeneracija, prehrana, masaža, itd., planiranje, itd. Ta rekreativc Jože je tudi ful vrhunski rekreativc, ampak ta rekreativc Jože ima še potem live. Zjutraj mora stati, ima službo, ima otroke, kredite, obveznosti, ne bom časa zgodil, veva kaj. Veva, kam pelava zdaj. Se pravi, oba imata nek trenažni proces, oba imata nek cilj, oba bi rada biti dobra na svojem področju, ampak ta rekreativc ima večjo težo od tistega, kar ta nima. Čeprav ima ta tudi težo obveznosti, pa stresa, pa vsega skupaj. In tukaj se treba zavedati, da rekreativci dostikrat zapadejo razmišljanje vrhunskega športnika brez poudarka tega, kar jim manjka noter, da mora še vedno pa njegovo človeško telo, ko oba, tako športnik kot rekreativc, sta pa živi biti, kar rabita približno podobne zakonitosti iz človeškega organizma, da se dobro razvijata. In tukaj dostikrat naredijo napako, da je preveč vsega, pozabljajo na osnovne temelje stvari, ki jih zanemarjajo. Kar ne pomeni, da se športniku ne more to zgoditi, seveda, da se lahko prekuri se, pretrenira se, poškoduje se itak. Samo večjo tendenco tega, kar on recimo nima. Se pravi, rekreativc mora bolj znati kakšni stvari reči, bolj se mora tudi znati poslušati, tudi športnik se mora res navedati, ampak večkrat mora znati tudi sprejeti kakšno odločitev v korist tega, da pač
ni robot, ne, ni stroj. Ne. Ja. Saj noben od teh ne sme biti stroj. Ne. Ja. To bi rekel neka glavna zadeva, kaj je treba upoštevati. Ne. Kaj bi se lahko naučila. Ne. Kjer je življenjske lekcije, 1, 2, 3, lahko recimo izpostaviti. Recimo, da imaš toliko časa, si pa ti povzel iz vsega športnega dogajanja. Lastnega, seveda. Mogoče ena, če še ne pride takoj, potem ti še ni namenjeno. Se pravi potrpežljivost. Lahko je tle tudi potrpežljivost. Ali pa zaupanje, da bojo prišle te prave stvari. Kot če ti je namenjeno, ti je namenjeno, če ti ni namenjeno, ti ni namenjeno. Ne? Razmišljam. Vzem si čas. Lahko je tudi nekaj, ki ti zdaj le pade na pamet. Ni treba, da je ultimativno. Veš? Na ta način tudi pišem kakšne stvari, se pač odmaknem v mislih, pa provam začutiti. No, pomeniš kakšen citat na mesto tega, ki ti je ljub, pa si ga večkrat ponoviš. Ali pa praktično filozofski stavek, ki te drži po koncu tistih. Recimo bodi to, kar si, ker če boš to, kar si, potem boš lahko šele, pa ne bom rekel izkoristil, ampak doživel svoje potenciale. In je težko biti to, kar si. Tukaj imamo lahko spet svoj podcast, ampak je težko biti to, kar si, ker nas obkroža toliko in toliko enih napačnih omejitev, prepričanj, tudi spoznanj, tudi izkušenj, tudi vrednot in tako dalje, predvsem ta norm družbenih, a veš, da potem včasih zgubiš svoj lasten nič s tem, kar si. In to se mi zdi po moje najbolj vredna izkušnja, ki jo lahko človek pri sebi do nje pride, da bo to, kar si. Ker to, kar si ok. In tudi z tega lahko še nadaljujem, v redu je. V redu je. A veš, ok je. Zakaj mi bi mogel biti ok, ful dobro. Ja. Ne, ok je. Mislim, a veš, tudi ta popačena slika ameriškega stila motivacijskih govornikov in vsega tega pač meni ni blizu. Ker, mislim, sprejeti moraš vse. Ker če si ti v enem obdobju, pa človek si lahko laže, da ni, ampak če si ti v enem obdobju, nimaš energije, nimaš zanosa, zgubljaš nek svoj zakaj, utrujen si, pa da se ti takrat v tistem momentu umetno hajpaš s stvarmi, ni zdravo. Ni zdravo. Ker enostavno potem spet sem uporabil to besedo, jo bom še enkrat zdaj, nateguješ samega sebe. Ne moreš. Daj dovolj, da ti imaš to, oziroma da čutiš to, kar čutiš. Ker če ne čutiš to, kar čutiš, pol ni ok. In veliko lažje potem pluješ s temi svojimi lastnimi občutki, mislimi, ki jih imaš v sebi naprej. Tudi zakaj tako razmišljam, ker tudi jaz, veš, marsikdo mi je enkrat napisal, tega je ful dobro. Ja, ni res. Prej sem se pogovarjala, kdaj sem to začel pot, mislim, kakšno idejo, nisem imel ideja. Imam svoje strahove, seveda, da jih imam, itak vsi jih imamo. Marsikatero stvar v življenju sem zajebal, bi lahko se drugače spremenil, na katero stvar nisem ponosen, tako, ampak da bi zdaj ob vsem tem znanju, ki ga imam, kazal, koliko sem slab, kaj najlažje veš kaj je, kam nas gravitacija potiska. Ja, dol, najlažje potlačiti samega sebe, še hujš, dol, da smo slabi, ne vem, kva vse. Kot pa mogoče biti, da je reči, nekako prijatelj sam seboj, ker konec koncev, koga boš vedno imel? Samega sebe. Ko si tle, se rodiš in enkrat greš, imaš vedno samo samega sebe. Vse ostalo, kar je v obliki materijala, so samo dodatki. Tudi, ko imaš partnerstvo zvezo, ja, moje, ne, ni tvoja ali pa tvoj. In prevečkrat pozabljamo na te zadeve, da si lastimo drugega samo zato, ker je to sistemsko tako dorečen partnerska zveza, ti si moj, ti si tvoja, to ni kul, ni res. Tudi telefon,
A je moj? Ne, ni moj. Je telefon, ne? Jaz sem da definicija moje. Ne? In zdaj, če lahko zaključim z eno citatom, bi lahko rekel, nič ne pripada meni, razen jaz samemu sebi. To je to. Ej. Wow, hvala ti, res. Z veseljem. Hvala ti, pa še kdaj, definitivno. Pa še kaj, z veseljem. Evo, en športen pozdrav. David, Uspešno še naprej. hvala. Res. Mislim, hvala za povabilo k tebi. Všeč Tole mi- mi je bilo pa veliko veselje, res. Tako da. Všeč mi je bilo, da se nisem kaj dosti pripravljala, ker se mi zdi, da potem steče, ko steče. A ne? Točno to. Želel bi si to, da bodo ali pa so dobili kakšno uporabno sporočilo, informacijo in tle bom sam še to dal to, ne vse preveč. Veliko so povedala, veliko mogoče že slišanega, neslišanega, korkoli. Vzami eno stvar, ne preveč, ker ne tekmovati s tem, da bo zdaj za 10 stvari, pa so vse rekel, zdaj pa 10 stvari nove, ker jih ne moreš skomponirati. Še povej, kje te lahko ljudje najdejo. Trenutno sem pa na stolu. Na stolu, kje pa na spletu. Na spletu sem torej Instagram, Facebook, Gašper Predanič, YouTube, tudi če napišem noter, najdejo ogromno nekih takšnih ali drugačnih vsebin. Vsebine so raznolike, neki so tekaške, neki so pač izlikaš. Bogate. Ja, mislim, bogate. lahko ti temu tako rečeš, Ja, ampak ja. vsebine so to, kar sem. No, tako bom rekel. Pa spletna stran, ne? Sva rekla. Spletna stran je isto Gašper Sej bova. -com. Bova naknadno limala, tako da lahko rečeš Tako karkoli. da. Ej, the best. Hvala ti. Veselje. Res. En športom pozdrav za finiš, evo, takole umakneva tega govila stran. Tudi meni. Ajde, čau. Živ.